Gledalke in gledalci, v sklopu 25. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov smo se pogovarjali z gospodom Boštjanom Režanja. Sem tukaj tudi v vlogi tudi predstavnika organizatorja te 25. sekaške tekme lastnikov gozdov, torej to je pa Zavod za gozdove tisti, ki te tekme vsako leto tudi organizira. Kaj je pa glavni namen 25. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov? Torej zdaj ta glavni namen seveda je tukaj ta zdaj malenkost bolj tekmovalno obarvana, ampak glavni namen pa je, da se učimo seveda kako priti v gozd in kako potem tudi varno upravljati vsa dela v gozdu. Naš namen pa je seveda, da vsak lastnik tudi potem pride v gozd, delo opravi in pride domov živ in zdrav. Kako pomembna je pa varnost gozdarjev? Torej ugotavljamo tudi pozneje, ker tekom tedna zavod ravno na tem prostorom tudi izvaja tečaje varnega dela, torej en taki prikaz, ravno s tem namenom, ker v naših gozdovih se še letno kar procentualno velik delež ljudi torej se ponesreči. In ravno da bi to zadevo zmanjšali, se trudimo čim bolj osveščati lastnike gozdov in vse ostale, ki delajo z motornimi žagami v gozdu, da do teh neljubih dogodkov ne bi prihajalo. Kdo vse se pa lahko prijavi na takšna tekmovanja? Torej, to tekmovanje, ki je danes tukaj, to so lastniki gozdov, ki so pa neprofesionalci. Torej, Zavod za gozdove po teh območnih enotah, ki jih je 14, bomo rekli od Lendave do Kopra, potem imamo izborne tekme, kjer dobimo po območjih torej najboljše lastnike gozdov, torej v te discipline, ki pol tudi lahko danes tukaj si pogledate. Potem ti najboljši pridejo sem in potem se ti najboljši med sabo v te discipline pomerijo, torej pod budnim očesom sodnikov, ki jih tam tudi na poligonu vidite. Gledalke in gledalci, v sklopu 24. ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo lepo pozdravljam Štefana Šemena, predsednika Čebelarske zveze društev Pomurja. Gospod Šemen, kaj je glavni namen 24. ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo? Lepo pozdravljeni. Veste, promocija je zelo pomembna. In tudi malenkosti so zelo pomembne v življenju. Tako da današnje ali letošnje ocenjevanje izstopa po številu vzorcev, ki je 293 številka kosov zavidljiva. Tako velike še nismo imeli udeležbe, do 150 je bilo, ampak zdaj je pa bilo nad vsemi pričakovanje. Verjetno je to tudi razlog dobra letina in kvalitetna letina. Začetek obetov je bil zelo slab, ampak na koncu se je dobro izteklo in če imam dobre informacije, še sedaj nekaj malega medi. Ali se na tekmovanje lahko prijavijo profesionalni čebelarji ali tudi amaterji? Dejansko smo vsi amaterji čebelarji. Ne bi tu delal neke razlike, ker status čebelarja je zelo pomemben in nekako probamo vrednotiti tole težo, da smo se vsi med enakimi. Je bi to tak na to pogledal. Vsak se lahko prijavi, vsak ima enake možnosti, je pa vse odvisno od narave in od čebel. Nekaj malega pa tudi od čebelarja. Katere vrste medu se ocenjuje na tekmovanju? Ocenjuje se vse vrste medu, tudi mešanice medov, to je na primer v slabših letinah, ko ni sortnih medov, drugače pa vse, če na hitro naštejem, imamo cvetlični spomladanski, akacija, lipa, kostanj, smreka, hoja, gozdni med, oljne ogrščice je tudi zelo kvaliteten, imamo še pa tudi ajdo in sončnico. Pol pa pridajo jesenske paše, to so pa bolj tujerodne invazivne vrste, kot so kanadska zlata rozga, sledza nedotika in take stvari. Včasih sploh ne vemo, kaj medi, ali je detelja ali je akacija. Ali lahko obiskovalci sejma poskusijo med? Tako, zelo dobro, ali vprašanje, ali poved. Kot vidite, imamo degustacije medov. Imamo vsak dan drugega čebelarja na stojnici, ki zastopa barve čebelarjev. Seveda je zaželjeno, kot vidite, da je v čebelarski uniformi, da ima blagovno znamko SMGO, to pomeni kontrolirana pridelava medu in da je čim bolj založen z produkti čebel. Se pravi tudi cvetni prah, tudi propolis, tudi matični mleček, izdelke iz voska in seveda razne sorte medov.
Danes je potekalo 24. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo. Kako je ta dogodek pomemben za pomurski sejem Agra leto 2025? Ja, na Pomurskem sejmu dajemo veliko pozornost čebelarstvu, kajti čebele in čebelarji prispevajo veliko k razvoju kmetijstva. Nenazadnje so čebele opraševalke skoraj 70% rastlin, ki so pomembne za prehrano. Seveda je pa za nas pomembno ocenjevanje tudi zato, ker to je neke vrste olimpijada slovenskega čebelarstva, kajti čebelari nimajo priložnosti nikjer drugje tekmovati in tu v Radgoni jim dajemo priložnost, da tekmujejo, ampak tudi pravzaprav preverjajo svojo kakovost in seveda tudi kakovost tega, kar čebele prinesejo v panje. Torej, kaj menite, z katerimi izzivi se sooča pomursko čebelarstvo oziroma slovensko čebelarstvo v prihodnje? Ja, izzivi so veliki. V prvi vrsti je tukaj glavni problem podnebne spremembe. Podnebne spremembe bodo prav gotovo vplivale tudi na proizvodnjo medu, kajti čebele so lahko uspešne samo, če je ugodna klima, seveda in če je v pravem času cvetenje. Seveda vse nevšečnosti, kot so neurja, vetrovi, prekomerne vročine, niso ugodni za proizvodnjo medu. Torej, še na koncu nam povejte, kaj bi morali na tem področju storiti čebelari, torej kmetje oziroma država? Ja, zdaj čebelari so veliko storili z tem, da so dosegli, da je pravzaprav čebelarstvo prepoznano tudi v slovenskem prostoru kot pomembna dejavnost. To je verjetno zelo veliko. Seveda so pa slovenski čebelari tudi bili uspešni na mednarodnem polju, kajti prav po zaslugi slovenskih čebelarjev in takrat tudi Ministrstva in Čebelarske zveze Slovenije je bil sprejet v Združenih narodih ta sklep o svetovnem dnevu čebel, ki je 20. maj. Še posebej je seveda pomembno, da v prihodnje ne gradimo objektov in infrastrukture, ki bi zmanjševale prostor čebelam.